Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o psihičnih težavah. Ste že kdaj se vi počutili tako brez energije, tako sesuti, tako na tleh, da ste dejansko pomislili, kaj pa če potrebujem zdravila? In vemo, da če gremo k zdravniku in povemo, da se počutimo kronično utrujene, da se počutimo brez energije, da smo neprestano žalostni, da nam gre na jok, da slabo spimo. Zdaj, seveda, jaz nisem zdravnica, da se razumemo, ampak laično razmišljam. Dejansko se lahko zgodi, da zaradi vseh teh znakov dobimo pač neka pomirjevala oziroma antidepresive. In vemo, da kot osnovna sestavina antidepresivov je aminokislina triptofan oziroma sestavina za izdelavo hormona sreče. No in danes bomo tudi o teh sestavinah govorili. Ker poglejte, če vam manjka ključnih vitaminov, mineralov, aminokislin, vaše telo enostavno začne delovati po svoje. In prav aminokislina triptofan, ki je ključna za izgradnjo hormona spanja, hormona sreče, rastnega hormona, poglejte, vpliva, se pravi, naloge tega triptofana, to je iz knjige, Ko imajo moški hormoni žur. Vpliva na delovanje epifize, tvori melatonin, spalni hormon, tvori serotonin, hormon sreče, tvori rastni hormon vemo, da deluje na hujšanje, gradi živčevje in možgane, vpliva na kemijske povezave v telesu in tako pomaga premagovati odvisnost od alkohola, je osnovna sestavina vitamina B3, niacina, ki pripomore k kraljevskemu počutju. Ampak, pojdimo zdaj najprej na vitamin B3. Se pravi, prva stvar, če vam manjka vitamina B3, boste kronično utrujeni. Druga stvar, vam zastajajo strupi v telesu. In zdaj spet iz knjige, Ko imajo moški hormoni žur. Vpliva vitamin B3 na proizvajanje energije v celicah, se pravi prva stvar. Če nimate vitamina B3 in če nimate triptofana, ste ugasnjeni. Enostavno nimate energije. Vpliva na delovanje možganov in živčnega sistema, vpliva na delovanje srca, vpliva na mišice in vezno tkivo, nadzoruje vrednost holesterola, se pravi uravnava dobri in slabi holesterol, vpliva na delovanje prebavil in predvsem, kdor ima premalo vitamina B3, ima slabo prebavo, blaži želodčne in črevesne težave, vpliva na spanje, na splošno na razpoloženje in vpliva na presnovo ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin. In če vam ga manjka, poslušajte zdaj to naprej, imate razjede na ustnicah in v ustih, pogoste glavobole, lahko celo migrene, nespečnost, občutek potrtosti, raztresenost, možgansko meglo, utrujenost, oslabelost mišic, težave z dlesnimi in tako naprej. Samo o B3 vitaminu govorimo in o triptofanu. In zdaj pomislite, ko vam manjka ene ključne sestavine, ki je potrebna za naše telo, se zgodi, da uradna medicina vam ne bo rekla, pojdi po B-kompleks, pojdi, rabiš triptofan, ampak dobiš zdravilo, ker vemo, da vitaminov pač obstajajo, umetni vitamini, ampak umetni vitamini ne delujejo. Zdaj pa pogledajte, kje dobite vitamin B3, sestavine. Arašidi, losos, ribe, vse meso, jajca, gobe, špinača, mandlji, grah, suhe marelice, jogurt, skuta. Gremo na aminokislino triptofan, ki jo dobite, jajca, špinača, mleko, skuta, jogurt, kefir, soja, ovs, pršut, puran. Zdaj pa pomislite naprej. Ko vam manjka določenih sestavin, se zgodi to, da začnete padati v neko stanje, ker rečete, jaz imam psihične težave. Nekje sem prebrala, da piše, če normalno srečnim in zdravim ljudem manjka vitamina
B9 folne kisline, B12 vitamina, pa še enega B vitamina, postanejo depresivni, brez energije, enostavno ugasnejo. Se pravi, srečni ljudje zaradi pomanjkanja B vitaminov ugasnejo. Zdaj pa pojdimo majčkeno naprej še. Aminokislina glicin. Aminokislino glicin spet dobimo v ribah in mlečnih izdelkih. Ampak poglejte, znaki pomanjkanja hormonska zmeda, neprijeten telesni vonj in vpliva na delovanje osrednjega živčevja, vpliva na zdravljenje manične depresije, blaži hiperaktivnost pri otrocih, zmanjšuje možnost epileptičnih napadov, tvori rastni hormon, torej tudi kolagen, vpliva na lepo kožo, vpliva na spolne hormone in vpliva na to, da pač normalno lahko ljudje zanosijo. To je zdaj naslednja zadeva. Zdaj pa poglejmo na aminokislino glicin, ker jo dobimo v ribah, ajdi, sirotki, se pravi spet v beljakovinski hrani. Zdaj pa pojdimo na en drug B vitamin, ki je potreben pa za živce. To je pa vitamin B12. Ljudem, ki manjka vitamina B12, se zgodi, da imajo težave z zbranostjo in spominom, se jim poveča razdražljivost, živčni sistem deluje po svoje in opozorilni znaki o pomanjkanju vitamina B12 so težave s spanjem, šumenje v ušesih, motnje vida, okušanje in vonjanja, drhtenje, omotičnost, oslabljenost mišic, nevrološke težave, odrevenelost okončin, razno ščemenje noter, lahko vam vibrirajo roke in mislite, da ste že zboleli za Alzheimerjevo boleznijo. Zdaj pa pojdimo naprej. Zdaj vam bom pa narisala vse skupaj. To, kar vam razlagam, vam želim razložiti zelo tehnično. Poglejte, naše možganske celice so narejene tako, kot ena takale avtocesta in ta avtocesta je takole, tukaj noter je celično jedro, potem imamo pa tukaj na sredini je živec in okrog je izolacija. To je zelo po kmečko razložen. Izolacija, izolacija. In temu naprej se reče sinapsa in preko te sinapse grejo povezave naprej in tukaj spet je nova izolacija in živec in tako naprej. In problem je izolacija. Dobro, tej izolaciji se reče mielinska ovojnica, ampak ta izolacija je narejena iz B12 vitamina, iz kalcija, se pravi kalcij, iz C vitamina in iz bakra. Ja, jaz upam, da ne bom kakšno zdaj na pamet govorim. Seveda, bakar, B12, bakar, omega 3. Omega 3, bakar je potreben za ta kombinacija, lejte, bakar, C vitamin, železo in B12 je pa potreben za dobro kri. No, tako da, se pravi, ta kombinacija je za kri, tukaj imamo pa omega 3, B12, kalcij in C vitamin pa gradijo mielinsko ovojnico. Se pravi, ko nekomu manjka nekaj od tega, se pravi, če vam manjka bakra, ne bo prišlo do vezave, boste tako imeli slabo kri in se boste počutili kronično utrujeni. Če vam bo manjkalo vitamina B12, če vam bo manjkalo kalcija ali omega 3, se bo začela razgrajevati mielinska ovojnica in imate občutek, da ste pri živem telesu pač raztreščeni. Sestavine, ki vam držijo živce skupaj. V glavnem, zdaj pa kje se zatakne. Ljudje, ki so v kroničnem stresu, jim stres porablja dejansko ogromno količino B vitamina, se pravi vitamine, ki so topni v vodi, B vitamin, C vitamin. Poleg tega vsi minerali so topni v vodi, poleg tega pa oksidirajo dobre maščobe. In zaradi tega, ker pogosto ljudje, ki so v kroničnem stresu, posegajo po nezdravi hrani ali pa hkrati se odločijo še za neko radikalno spremembo prehrane in se odločijo, da bojo vegetarijanci.
Super je, ja, zdravo se prehranjevati, ampak če si v stresu in si vegetarijanec ali pa sploh po možnosti vegan, kje mislite, da tak človek dobi dovolj B12 vitamina? Ga ne dobi. Druga zadeva, kje dobi zadostno količino omega 3? Po večini jo ne dobi. In potem pride do tega, da mu tako močno manjka vitaminov, da na koncu sam sebe označi, po moje se mi je zmešalo. Človeku se ne zmeša kar tako, ampak ko je tako močno podhranjen, dejansko telo začne delati po svoje. Zdaj, sploh tisti, ki imate pa še kakšne karmične lekcije za predelati glede psihičnih bolezni, in zanimivo je, da recimo tukaj v Trstu so imeli v času Avstro-Ogrske zdravilišče za psihične bolezni. In vemo, da nekoč so psihične bolezni zdravili na ta način, da so bili elektrošoki, da so ljudi privezali skupaj in zdravili so jih živim srebrom. In če greste pogledat stranske učinke živega srebra, vidite, da imajo ljudje halucinacije, da imajo probleme s kožo, da jim začne pigment odmirati in tako naprej. In v glavnem presežek tega živega srebra, če imate v tem življenju kar naprej neke alergije, lahko predelujete karmično lekcijo iz nekega drugega življenja, neko zastalo energijo, ki je povezana s tem, da so vas napačno zdravili zaradi psihične bolezni. Dobro, zdaj tisti, ki ne verjamete v te zadeve, se mi mogoče smejete, ampak poskusite en mesec in en mesec dodajajte vašemu telesu 1000 mg omega 3, 1000 mg kalcija, 1000 mg C vitamina in naravni B12 vitamin. In boste videli, kakšna razlika bo. Ko boste vsak dan naredili to za svoje telo, se pravi zvečer vzamete ali po kosilu, en mesec in boste videli, kje boste. Zdaj, izmed mojih prehranskih dopolnil vam priporočam, vzemite recimo Provitality Plus pa šejke, lahko pa vzamete šejke, omega 3 in formulo 4. Se pravi, to so 3 različni izdelki, jaz sama uporabljam formulo 4 in omega 3 in šejke, tako da, ja, res je, niso zastonj tale prehranska dopolnila, ki jih imam, ampak so pa naravna. In glede na to, da so naravna, se res usrkajo. Zdaj pa zakaj pravim, da tale formula 4 res dobra? Pač, glejte, noter je 100 takih kapsul zelenih, v glavnem, in to se po kosilu vzame 2, 3, recimo, če imate hude zdravstvene težave, 3. Zakaj je tako pomembna prav formula 4? In ljudje me vprašajo, kaj je boljš prvo vzeti, ali omega 3 ali formulo 4. Formula 4 je prej, veste, ali pa Provitality Plus. V glavnem, glejte, če pogledamo celico, mi potrebujemo odpreti celično membrano, da hranilne snovi grejo noter in odpadne ven. In brez tega, da celica začne sodelovati, se ne zgodi nič. In v formuli 4 imate noter C vitamin, imate vitamin B12, in imate železo, in imate bakar, dejansko imate te ključne zadeve, ki jih naše telo potrebuje za dobro presnovo. Gremo zdaj še na eno aminokislino, ki je potrebna za hujšanje. In to je aminokislina ornitin. Aminokislina ornitin jo dobimo drugače v lešnikih, ovseni kaši, bučna semena, arašidi, pistacije, orehi, dejansko praktično vseh oreščkih. V glavnem, pomaga tvoriti rasti hormon, pospešuje hujšanje, uravnava izločanje inzulina in hkrati pomaga pri ljudeh, ki so konstantno lačni, ki bi pojedali še vrata od hladilnika. Spodbuja prirast mišične mase, vpliva na spolne hormone in vpliva na vitalnost in mladost. In dejansko si lahko pripravite, recimo zvečer namočite čija semena v jogurt in boste dejansko dobili eno tako kombinacijo tudi te aminokisline ornitin. V glavnem, in komur manjka te aminokisline,
se pospešeno stara, ima uvelo kožo, oslabele mišice, se mu poveča trebušna maščoba, ne more shujšati, moški imajo motnje erekcije in na splošno neplodnost para. Gremo še na eno aminokislino. Histidin, ali pa lizin recimo. Aminokislina lizin, to je še vedno iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. Poglejte, kronična utrujenost, nizka koncentracija, možganska megla, krvavo podplute oči, želodčna slabost, izpadanje las, pojav kožnih izpuščajev, slabokrvnost, neplodnost, nezmožnost hujšanja. In lizin skupaj s C-vitamin tvori kolagen, ta pa deluje na lepo kožo, poleg tega pa tvori karnitin, ki pa deluje kot voziček za odvečno maščobo, da jo pelje na kurišče. V glavnem v celice, da izgori tam. V glavnem, lejte, eno stvar se moramo zavedati. Eno je zdrava hrana. In pol mi pa ljudje rečejo, veste, jaz se zelo zdravo prehranjujem, ampak zvečer me popade lakota. In takrat pa pojem malo čokolade. Kaj dela čokolada v vašem telesu? Dobesedno za naslednjih 5 ur blokira presnovo ogljikovih hidratov, beljakovin, enostavno ustavi presnovo. Zvečer lahko jeste samo beljakovine in zelenjavo. In zdajle so že šparglji. Dajte si zvečer pripraviti šparglje, recimo skuhate šparglje in jih pripravite recimo z enim jajčkom. In to je odlična večerja. In poleg tega, zdaj pa kaj pa šparglji vsebujejo? Šparglji pa vsebujejo asparaginsko kislino in ta asparaginska kislina, se je kompliciran za izreči, varuje osrednji živčni sistem pred degenerativnim staranjem, zmanjšuje utrujenost in povečuje nasplošno vzdržljivost. In tisti, ki vam manjka te aminokisline, imate hormonske težave, zakisanost telesa in ste kronično utrujeni. Poleg tega pa ta aminokislina pomaga pri izgradnji glutationa, to je pa ena druga snov v telesu, in ta glutation pa deluje na razstrupljanje na celični bazi. In poleg tega, zdaj pa poglejmo še eno aminokislino, glutamin, to je pa v bistvu spet sestavina, ki jo dobite, poglejte, špinača, zelje, jajca, tudi seveda šparglji, potem meso, ribe, no in ta glutamin, ta glutaminska kislina, ki je potrebna za izdelavo snovi, ki deluje na razstrupljanje, glutation. Poglejte, če imate tega premanj, kaj se zgodi? Imate možgansko meglo, kronično utrujenost, povečanje vnetij v vašem telesu, slabo celjenje las, ran in potrebo po alkoholu. Dejansko imate potrebo po tem, da se ubijete na počasen način. V glavnem, depresija, če vam manjka te aminokisline. In zato pravim, rabite vse. Jaz verjamem v to, da tukaj na Zemlji je tako gosta energija zaenkrat, da nujno potrebujemo tudi živalski vir hrane. In ne verjamem v to, da če samo nekje meditirate in da boste jedli občasno nezdravo hrano, kot je čokolada, in poleg tega jedli hrano, ki ne vsebuje skoraj nič beljakovin, da lahko zmorete imeti dobro telo, zdravo telo. Je nemogoče. Zato je tako pomembno, pač osnova našega zdravja je zdrava hrana. Ne pomaga vam meditirati, delati jogo, delati ne vem kaj še vse, pa hkrati se spraševati, zakaj sem nor, ker nahrani svoje telo. To se zdaj rima. To je moja hčerka govorila, ker je bila majčkena. To se pa lima. No, očitno to se pa lima in to gre skupaj. Tako da v glavnem gremo še na kakšno sporočilo, kar prehodu na novo dobo, da vidimo. Kaj vam sporoča stvarstvo? Za vse tiste, ki želite živeti boljše, imeti več energije, biti bolj psihično stabilni, aktivni, podprti.
Tvoja zavest se širi in dviga na višjo raven. Se pa mogoče vprašate, ampak ja, meso pa znižuje vibracijo. Jaz to ne verjamem, to je tako, za lase privlečen. Meso ti pomaga dvigati vibracijo, kar pa znižuje vibracijo, so pa ogljikovi hidrati, sladkor, prečiščen sladkor, prečiščena moka, rafinirana olja, homogenizirano mleko, vse to, kar je prečiščeno, to je za zniževati vibracijo. Ne pa meso. Glejte, če so naši predniki preživeli tisočletja s tako hrano in mi zadnjih 30-50 letih imamo vse prečiščeno in pojav bolezni modernega časa je povezano s prečiščenimi zadevami. Če bi jedli tako kot nekoč, ogromno zelja, repe, neoluščenih zadev, ne bi imeli toliko težav. Naslednja karta je, dovolj si videti resnico, ker resnica je ena. Veste, kaj je resnica glede hrane? Resnica glede hrane je ta, da nas zavedno peljejo v zmote in da dejansko, če ne razmišljaš zdravo pametjo in se vprašaš, čakaj, pa to res? In tudi to, kar vam jaz govorim, preverite, ni treba meni verjeti. Pojdite preveriti. Zato, ker, glejte, toliko lažnih informacij in v poplavi teh informacij ne veš več, kaj je prav. In zato preverite, berite, učite se in zato pišem pač knjige, zato da vas učim. In naslednja stvar, dovolite se žareti v svoji najboljši različici. Zavedajte, kdo si, ker ti, ki tole poslušaš, se zavedaš, kaj je resnica. Sledite temu in vse dobro vam želim, uživajte in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov.